Rak v zelo agresivni obliki pri majhnem otroku je seveda diagnoza, ki družinsko življenje pretrese do temeljev. Sogovorničina hči jo je dobila pri 7 letih. Prvih 10 mesecev zdravljenja sta tako rekoč preživeli v bolnišnici, potem pa je odhod domov, poleg olajšanja, prinesel tudi izjemno visoke stroške. Po 10 mesecih, ko se je zdravstveno stanje že stabiliziralo po transplantaciji, pa smo morali prihajati na kontrole. 3-krat na teden do 4-krat na teden smo hodili na kontrole krvi, to se pravi v bolnišnico pa nazaj. To je tedensko mogoče tam 600 do 800 kilometrov. Se pravi, od lanskega leta do letos smo se peljali 360-krat. To pa nanese tudi okrog 13 000 evrov stroškov goriva. Od tega smo dobili nazaj povrjeno 1200 evrov. V Ljubljani je še parkirnina, se pravi, če ima otrok invalidsko kartico, je zagotovljen parking. Če je pa od 10 ure naprej je parking čisto zaseden, takrat pa pač spet na svoje stroške plačaš parking. Kar tudi nanese v 3 urah tudi do 15-20 evrov, kar je pa spet dodaten finančni zalogaj. Čeprav se je zanjo ob diagnozi in zahtevnem zdravljenju svet ustavil, se življenjski stroški niso. Ker je njena prisotnost v bolnišnici nujna, je mama v bolniškem staležu. Dobim 80% od plače, to znaša okrog 670 evrov. Bivalni stroški so pa zelo dragi, v bistvu že ogrevanje tam do 150 evrov, pa če potegnemo vse stroške, pridem tudi na 600 evrov. Starši dolgotrajno bolnih otrok lahko dobijo tudi poseben dodatek. Ta je določen v 2 višinah. Ker je njena punčka hudo bolna, ji pripada višja kategorija. Ja, upravičena sem tudi do dodatka za nego otroka. To je približno 258 evrov na mesec, ampak ker se je odobril dodatek na nego, se potem subvencija najemnine pa glih za toliko, kolikor sem dobila dodatka, povišala subvencija najemnine. Se pravi, večji dodatek, večja najemnina, tako da se tukaj tudi ne pozna kaj dosti. V bistvu dobila sem dodatek, po drugi strani mi je bil pa odvzet. Tako je njena borba postala na nek način dvotirna. To je zelo težko. Ko pač prideš v tako situacijo, da otrok resno zboli, se ti ves svet sesuje, ker poleg tega, da se boriš z otrokom, pa z otrokovo boleznijo, še pridejo finančne težave in to je zelo težko. Sploh pri prevozih, ker moraš v bistvu vse sam, kot mamica samohranilka, je to... Prideš v en začaran krog, ko ne veš, kako ven in ne veš, enostavno ne veš, kako bi situacijo rešil. Če bi s hčerjo potrebovali prevoz zaradi kakšne druge oblike te bolezni, bi prišel v poštev sanitetni prevoz, ki ga v nekaterih primerih plačuje zavarovalnica. S takim otrokom ne moreš enostavno iti v rešilce, zato ker je to visokodozno rizično zdravljenje, ker je otrok po transplantaciji. To pomeni, da je v čisti izolaciji, da je čisto izoliran od ostalih ljudi, od sošolcev do prijateljev. Enostavno si ne moreš tega privoščiti. V rešilnem avtu je pa pač tako, da tehnik pobere več ljudi hkrati in jih odpelje v določene ustanove, kjer ljudje potrebujejo preiskave in jih potem tudi ob določeni uri pride iskati in vse skupaj odpelje nazaj v mesto, kjer živijo. In pač enostavno si tega ne moreš privoščiti, ker je tvegano za zdravje. Njune finančne stiske so bile kdaj tako velike, da sogovornica sploh ni vedela, ali boste lahko šli na obvezen pregled. Ja, dostikrat se je to zgodilo. Nisem vedela, kako naj grem, pač pridem do Ljubljane. Je bil pa tudi primer, ko sem mogla zaprositi za prevoz, kar žal trenutno ni bilo toliko financ, da bi se lahko to privoščila.
Ko je finančna stiska postala preveliko breme, je za pomoč le morala zaprositi tudi humanitarne organizacije. Prej nikoli sem jaz pomagala ljudem na kakršenkoli način. Zdaj pa rabim jaz pomoč in sem se žal v tem primeru nastalih stroškov sem se mogla na žalost obrniti na humanitarno društva, ki so mi tudi potem pomagala. Iskanje pomoči v času tako zahtevnega zdravljenja je bilo še posebej težko, priznava sogovornica. Zelo težko je, glede na to, da sem prej delala, da sem vse sama zmogla finančno, je bilo to za mene kar težko. Že zaradi izpostavljenosti hčerke in mene osebno, ker nekateri ljudje to enostavno ne zastopijo, ker priješ v tako težko situacijo. Ne samo bolezensko stanje, tudi finančno. Si pol dostikrat tudi iz strani ljudi obrekovan, postavljen v en kot, ker ljudje ne zastopijo, da si pa kar naenkrat ostal v finančni stiski in to je zelo težko. Sogovornica je med skoraj leto dolgim zdravljenjem otroka v bolnišnici spoznala številne druge starše, ki so zaradi zmanjšanih dohodkov in bistveno povišanih stroškov zašli v resne finančne težave, tudi zaradi prevoznih stroškov. Ja, ampak dostikrat ljudje dobesedno požrejo te težave, nekateri sploh ne govorijo o tem ali pa jih je strah govoriti o tem, sram. Mene ni sram glih zaradi tega, ker dostikrat ljudje pridemo v težave, ko si sploh mislimo, in dostikrat pa ljudje tudi ne razumejo posameznikov, ko pridejo v take težave. Tudi jaz sem bila istega mnenja, dokler moja hčerka ni zbolela za rakom. Sem mislila, da je to vse samoumevno, ampak zdaj, ko sem sama na tem, vidim, kako težko je za preživetje. Moraš najti nek način finančni, da boš otroku omogočil prevoze, da bojo položnice vsak mesec plačane, da ti ne bojo odklopili elektrike, da ti ne bojo pozimi odklopili ogrevanja, ker vse to otrok potrebuje, sploh rakav otrok. Da se ne znajdeš še potem dodatno v kaki izvršbi bančni, da ti ne zaprejo računa, ker ne moreš čez mesec poplačati vsega tega, pa pride do izvršb, pa ti vzame stanovanje, pa si na cesti. V njunem primeru so bili prevozni stroški najvišji in morda najbolj nepričakovan strošek. Le 80% nadomestilo dohodka pa eno najbolj neprijetnih presenečenj. Zato sogovornica predlaga. Najbolj smiselno bi se mi zdelo, da bi 100% povrnili te stroške prevozov oziroma goriva, da bi bila za take diagnoze 100% nega za otroka. To je na prvem mestu, ker noben od nas ni kriv, da otrok ali pa kdorkoli od nas zboli za smrtonosno boleznijo. In to bi bilo tudi prav, da v takem primeru, da se da 100% nega. Kar sem tudi pričakovala, pa me je zelo presenetilo, da je 80%. Potem pa še kakšni boni za prehrano pomočijo. Da poleg zdravljenja pa borbe za otroka se ne rabi še s tem ukvarjati, ko boš preživel, a bojo položnice plačane, a bo otrok dobil hrano, da bo poskrbljeno za naše otroke, ki si to res zaslužijo.